Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Današnji gost nove epizode je dr. Gregor Dolinar. Živjo. Živjo. Matematik, profesor vodenja srednješolcev na matematični olimpijadi, maratonec, gornik, gorski reševalc od leta 2022, pa predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije. Gorski reševalci pridejo takrat, ko se v gorah stvari zapletajo, ko znanje, požrtvovalnost in pripravljenost pomagati odločajo o izidu težke situacije. Z Gregor se bova pogovarjala o odgovornosti vodenja takšne organizacije, o izzivih sodobnega gorskega reševanja, pa tudi o odgovornosti vseh nas, ki vstopamo v gorski svet. Posebej se bova ustavila pri letu 2025 v gorah z vidika gorskih reševalcev in pri trenutkih, ko se uživanje v lepotah gora spremenijo v nekaj povsem drugega. Gregor, še enkrat živjo. Hvala za obisk, za tvoj čas. Z veseljem. Začel na hitro bom tako, kot bom tudi končal, in z neko zahvalo tebi in tvojim gorskim reševalkam in gorskim reševalcem. Tako da res iskrena hvala. Zdaj, kaj ne rečem, tisti, ki smo v tem, čutimo to kot poslanstvo, tako da jaz bi zase, pa sem prepričan, da ostale rekel, da ko je treba nekomu pomagati, mi bomo šli, gremo tja z veseljem. To se mi zdi, da moramo ljudje vedeti. Marsikaj še upam tudi, da bo vas skozi ta pogovor razčlenila. Bi pa mogoče za začetek eno konkretno stvar iz prejšnjega tedna, namreč opazil sem, ko se je zgodila neka nesreča v Prisojniku, je po spletu pol zelo završalo. In sicer, mogoče šlo hoti malo bolj podrobno, bila je nesreča v Prisojniku, slovenski helikopter ni mogel vzleteti, potem je pa prišel avstrijski in se je, ljudje dostikrat zelo malo vemo, zelo malo podrobnosti vemo, zelo hitro se pa potem postavimo na neko pozicijo nekih komentatorjev z svojim mnenjem, ki celo mislimo, da je absolutno in pravilno, in v tem tudi zelo močne sodbe trosimo od sebe. A si dovolj vam mačken tole situacijo samo opisati, zato da bi, ker je še sveže, da mogoče ljudje vsi skupaj, da bi mačken bolj razumeli, kaj se je pravzaprav dogajalo in zakaj so Avstrijci prišli in tako. Ja, moram reči, da je bila to neka dosti specifična situacija. Torej tukaj, da bi prosili za pomoč helikopter druge države, tega ni bilo prav veliko preteklosti. Bila je pa neke vrste običajna situacija, prišlo je do nesreče, dosti visoko v steni, pri plezanju lednega slapu. Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Kranjska Gora in oni so zaprosili za pomoč helikopterja. Helikopter zaradi goste megle na Brniku ni mogel leteti in takrat se seveda hkrati vedno sproži klasično reševanje. Tega mogoče ljudje ne vedo, da tudi takrat, ko leti helikopter, oziroma ko je sproženo ta helikoptersko reševanje, vedno se aktivirajo tudi reševalci v tem matičnem društvu in gredo proti kraju nesreče ali so pa v pripravljenosti, ker vedno se lahko zgodi helikopter, bo poletel, pa se pa kaj zakomplicira, pa potem ne more rešiti tistega ponesrečenca ali pa lahko samo delno reši enega, mogoče en še ostane v steni. Skratka, tudi tukaj je bila sprožena ta klasična reševalna akcija in ko so se te naši reševalci bližali tej steni, je vseeno vodja intervencije
presodil, da je situacija tako resna, da bi prosili za pomoč tudi Avstrijce. Zakaj je tako resna? Poškodba je bila kar težka, oba poškodovana sta bila visoko v steni, dan je kratek, pa mrzlo je bilo. In v takem primeru dejansko presoja je bila, da bi reševalna akcija zagotovo trajala celo noč, ogroženi bi bili reševalci, kar je bil seveda, to je bilo v steni, to ni bilo nekje na nekih pobočjih. Tako da tukaj je bilo stališča poškodbe ponesrečenca in reševalcev potem v dogovoru z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da sprožimo pomoč avstrijskega helikopterja. Mora pa biti nek dogovor, verjetno tudi s sosednjimi državami, pa očitno morate kar dobro sodelovati, da taka povezava pa potem konkretna akcija sploh deluje. Ne? Zdaj, tako je, na teh obmejnih območjih je tega sodelovanja kar velika, ne? Sploh Zgornjesavska dolina, veste, meja poteka po državni meji in marsikdaj se zgodi, da imamo enega ponesrečenca, ko se niti dobro ne ve, aj na en stran meja ali druge, če je tam nekje na enem grebenu. Ne? In zaradi tega je kar nekaj takih reševalnih akcij, ko pravzaprav pride že takrat do sodelovanja. Ne? In tega je bilo v preteklosti kar nekaj klasično, recimo sodelovanje. In zaradi tega imamo mi tudi vaje. Vsako leto imamo vajo Alpe Adria, kjer se ravno te sosednje gorske reševalne službe dobimo, se spoznamo, tudi imamo potem vsako leto eno analizo, vsakič v drugi državi. In zaradi tega se dobro poznamo in imamo vzpostavljene kontakte. In tukaj je bilo dejansko vzpostavljen kontakt, ali bi lahko mogoče priskočili na pomoč. Zveza je bila vzpostavljena in smo zgodbo zapeljali tako, da je bila zagotovo dobra za ponesrečenca. Tako, če mačken, ker ravno tudi tu je podobne zveze omenjava, ne, sej verjetno je včasih težko primerjati, ampak verjetno ste slovenski gorski reševalci povsem v štric tudi s tujimi, ker se mi zdi, se Slovenci radi primerjamo in ne, če smo tako kot v tujini, pol smo kakor v redu, ne, pa se dostikrat izkaže tudi, da smo pri kakšnih stvareh celo še boljši. Ne. Ampak nasploh v kakšnem stanju je, bom rekel, tudi ti kot predsednik zveze, bom rekel, organiziranost gorske reševalne službe v Sloveniji. Je dovolj podpore na en strani države? Skratka, kakšna je kondicija službe? Torej, kje smo? Jaz tukaj lahko zelo samozavestno rečem, da je gorsko reševanje Slovenije primerljivo s svetom čist v špici. Skratka, imamo znanje, imamo dolgo tradicijo in recimo, če dam samo primer, mi smo ravno zdaj začenjamo uvajati novo tehniko reševanja. Ta zadeva, prenovili smo določene postopke pri tem klasičnem reševanju in to tehniko dejansko povzemajo zdaj tudi druge gorske reševalne službe. Zdaj, eden izmed pokazateljev, kako nas tudi drugi prepoznajo na sceni, je tudi, da recimo ravno lansko leto na kongresu ICAR-ja, to je Mednarodna organizacija vseh gorskih reševalnih služb, sem bil izvoljen v predsedstvo te organizacije, kjer dejansko postavljamo neke usmeritve gorskega reševanja za vse gorske reševalne organizacije po svetu. Kjer bi rekel, je mogoče ena specifika gorskega reševanja v Sloveniji, da mi smo prostovoljci, v nekaterih državah se zadeva profesionalizira, ampak ne toliko zelo, kot bi recimo ima kdo občutek, da pa vse v tujini, ker so samo profesionalci. Ampak smo dobri. Ja, to sploh ne dvomim, ker to se mi zdi tudi, da dostikrat poudarjate reševalci, da je ta faktor prostovoljnosti in tudi ta mreža društev, torej lokalnih postaj gorske reševalne službe, zelo pomembna. Iz vidika, ne, pač sploh, ko pridejo na
na meni, bom rekel, iskalne akcije in tako naprej, ne, ker če bi bili vsi bazirani reševalci zgolj na Brniku, bi bil problem potem iskati na točno določeni planini nekje na Primorskem ali pa daleč na vzhodu Slovenije, recimo, ne. Jaz tako, kot sem rekel, ne, če bi bila baza, recimo sem nekje na Brniku z neko skupino, pa se helikopter ne more vedno leteti, se ni nujno samo megla, se je lahko, ne vem, hud veter. Bistveno je, da so, vsaj kar se mene tiče, da so ljudje vpeti v tisto lokalno okolje, da poznajo vse tiste steze, poti, kaj je lahko zgodil v tistem koncu teh naših hribov, in te klasične akcije so take, kjer je res pomembno, da si hitro tam, da poznaš, da izhajaš tistega lokalnega okolja. Tako da ta razpršenost, mislim, da je ena taka velika prednost prostovoljstva. Pa mogoče še en vidik bi tukaj poudaril, to pomeni tudi določeno množičnost. Ne? Mi imamo zdaj recimo 600 aktivnih gorskih reševalcev, ki so zelo dobro izurjeni, pa imajo tudi tisto opremo in dejansko recimo kakršnikoli naravni nesreči imaš ti tukaj veliko ljudi, ki lahko takoj priskočijo na pomoč. Imaš organizirano strukturo in to je ena stvar, ki pa je pomembna tudi iz stališča države. Ker sej ne nazadnje ne pridete pomagati samo v gorah, ne? Pa če pustiva zdaj detajle, kaj vse se dogaja v gorskem prostoru, ampak tudi ob drugih naravnih nesrečah. Ne? Sej se še vsi spomnimo 2 leti nazaj, kaj je bilo. Ne? Ja, mi smo gorska reševalna služba, ampak tukaj je treba poudariti, da mi rešujemo v vseh težko dostopnih krajih. Kar pomeni, če se kje karkoli ne zgodi, rabiš nekoga, ki bo tistega, ki je ponesrečen, spravil, prinesel do ceste, kjer ga bo prevzel nujna medicinska pomoč, ga bo prevzel rešilca. Lahko je to samo ena grapa za hišo, tako kot se nam je lansko let, sem bil na eni reševalni akciji, ena gospa je tam šla nabirati gobe za hišo dol, ampak to je bilo, ne vem, 50 višinskih metrov po strmi grap, ja, treba je bilo spraviti do rešilca pred njeno hišo. Ne? Tako da mi rešujemo povsod, kjer so težko dostopni kraji. Ali pa kakšnega mačka z drevesa. Ja, to je tako, no, v zakonu piše, da rešujemo ljudi, živali in premoženje. Tako da predvsem v gorskem svetu smo reševali tudi že kakšno kravo, pa tudi kakšnega psa, ki ga je pičila kača in tako naprej. Ja, ste pa tudi če sem prav zasledil, v dogovorih z državo, očitno pač z ustreznimi institucijami dosegli neke napredke tudi v smislu odsotnosti, recimo, ko ste gorski reševalci na akcijah, ne, ker večina gorskih reševalcev je pač delovno aktivnih, ko pride klic, greste in neka odsotnost dela, ali je to še stvar tudi v nekih procesih pogovora? Pravzaprav je to ena zadeva, ki že kar dolg časa obstaja. To pomeni, če se ti dobiš klic in greš na neko reševalno akcijo z delovnega mesta, potem država povrne delodajalcu za tisti dan plačo od tistega, ki je odšel z dela. Tako da to že kar nekaj časa, sem pa zelo vesel, da smo pa dosegli nekaj drugega. Recimo, če greš ti na akcijo po noči in si celo noč na akciji, je bilo potem prej, da ja, zjutraj se ti pa služba začela, si šel pa kar direkt v službo. In to je bilo pa čist nespremljivo. Vem, da en je tudi reševalci tudi z ceste zletel, ker je bil tako zmatran, ker se je služba pelil. Tukaj smo zdaj dogovorjeni, da če akcija v zahtevnih okoliščinah traja celo noč, potem dobi delodajalec tudi za tisti naslednji dan tisto nadomestilo plače tega. Tako da je zdaj to urejeno. Super. Ti si začel plezati nekje v srednji šoli, na faksu mogoče, in a se mogoče spomniš, kdaj je pa nekako prišlo
neka ideja, da bi pa jaz šel tudi med reševalce, ali pa nek klic, ali pa celo odločitev, kako je do tega prišlo? Bilo je več faktorjev. Ne? Zagotovo je ena zadeva, ko si na nekem alpinističnem odseku, poznaš tudi koga, ki je že na alpinističnem odseku, tudi med gorskimi reševalci. Ampak mogoče je bilo ravno par teh situacij, ko sem plezal in začneš razmišljati, ja, kaj pa, če se mi zdaj tukaj, če kje tukaj obstanem, kako bom prišel dol in pol veš, ja, imamo tukaj gorske reševalce, ki ti bojo prišli pomagati in nekako se mi zdelo prav, da tudi jaz probam pomagati drugim, če bojo tako pomoč potrebovali. A smem vprašati, iz katerega Ferajna si bil? Kranj. Kranj, si Kranjčan torej. Pravzaprav je tako, sem iz Škofje Loke, ampak potem v srednjo šolo sem hodil v Kranj in se takrat pridružil Kranj. Potem sem celo nekaj časa v Kranju živel, tako da sem tudi pri GRS Kranj. Sem se pa vmes še preselil malo bližje Ljubljani. Ja, pa imaš v spominu kakšno iz tistega obdobja tudi kakšno konkretno situacijo, ki se je zgodila, ki te mogoče kakšna nesreča ali kaj zatresla, ki ponavadi ljudje dostikrat vemo, ja, sej moram manj jesti, ker vem, da ni zdravo, pa ne še, bom ponedeljek nehal, pa pol ponavadi, ali pa ne bom delal vaje za komolce, pa ke začne boleti, pa jih pa začnem delati. A je mogoče tudi tukaj prišla kakšna taka situacija, da se je kaj zgodilo? Vem, da ko sem se videl v Jerebici, sva lezla, pa je pa tam že čist na vrh je ena taka prečka, ker nisva lih ne vem kakšnega dobrega varovanja mogla narediti. Pa potem, ko sem lezel naprej, en detalj, pa se prefajtal čez njega, sam sem si rekel, tole je bilo pa kar težko. No, skratka, tam si rečeš, tukaj pa ne bi bilo dobro, da se mi kaj zgodi. Tako da, pa še ena zadeva je bila, ko so tudi soplezalcem, sva tam proti Špikom sred zime lazila, pa tam je mečkan plaz nesel, pa je tudi ni bilo prav fino. Sicer nič kaj tako resnega, ampak hitro se lahko taka zadeva, ko se začne manjši plaz prož, da bi lahko šlo kaj naprej, ampak ja, me je spremljala sreča. Ker ja, brez sreče tako ne gre, ampak se mi pa zdi nasploh, ker tudi gorski reševalci pravzaprav, če tako rečeva, mečken, pa niti ne bi preveč zafilosofiral, ampak se ukvarjate z neko kurativo, ne čist, ampak pridete, ko se nekaj že zgodi, to je vaše, recimo, primarno poslanstvo, ampak hkrati pa ravno, ker vidite, pa spremljate, pa delujete na področju nesreč in rešujete, iz vseh teh izkušenj lahko tudi boljš pa lažje razumete, zakaj se je kaj zgodilo, in se mi zdi te izkušnje in to znanje, to vedenje, potem tudi prenašati v neko zavest celotne, bom rekel, gorniške skupnosti, od karkoli smo planinci ali pa vrhunski alpinisti, in skratka, tudi če gremo pogledati na vašo spletno stran od grzs.si, kar svetujem, da greste vsi pogledati, skoraj bi res svetoval, zdaj, ko sem jo majčkeno pregledoval, bolj tako, marsikaj človek zve, Hočem reči to, da je tudi veliko preventivne aktivnosti in dejavnosti, ki jo izvajate, Ja, gotovo, torej, tako kot si rekel, vidimo vse, kaj se lahko zgodi, kaj lahko gre narobe, tako da se nam zdi ta preventiva zelo pomembna in tukaj moram reči, da zelo dobro sodelujemo s Planinsko zvezo Slovenijo. Tudi smo začeli sodelovati z turistično organizacijo Slovenije, ker v zadnjem času bi rekel, niti niso toliko problem v gorah planinci, da se ni, ampak je vedno
večji problem so, jaz temu rečem, turisti. Turisti pa so lahko to domači turisti, so lahko tuji turisti, ampak to so ljudje brez kakršnih koli izkušenj z gorami, vidijo lepe slike na, ne vem, socialnih omrežjih in ja, tudi jaz bi šel malo v gore, se tam je čist lepo, krasno, enostavno, hribi pa niso zmeraj enostavni. Ne, no, to daleč od tega, ne. Ko si omenjal turistično organizacijo, saj se mi zdi, da v preteklosti so tudi turistične agencije, ki so pač prodajale tudi neke te pakete v gorah, ne, prodajale kot planinarjenje ali gorništvo ali alpinizem, ne bom rekel, ne, kot nek hiking in Slovenian Alps, ne. Hiking, ne, kot si jaz pa ti predstavljava tamle, ne, na Rožniku, Šmarni gori, ki tazga, ne, je veliko bližje mountaineering, ne. To je že v osnovi sta čist dva različna pojma. Se mi pa zdi, da se je tudi s to kampanjo, pa da se malo spreminja, ne, da so se tudi agencije in tudi lokalna turistična društva in neki uradi, ne, so bili tudi poučeni in tako in se je na več nivojih to zavestili, da to ni najbolj prav in upam, no, saj ne bom zdaj blefiral, da imam popoln pregled na tem, ne, ampak tako se vsem zaznavamo tudi tukaj na Planinski zvezi, da se na tem področju spreminja, ne. Jaz bi rekel, da tukaj nam je pa ratalo, ne, da dejansko se zdaj ne govori več toliko o hikingu, ampak o mountaineeringu. Tako da s to akcijo skupno, ne, Planinske zveze Slovenije, Gorske reševalne službe in pa tudi te osrednje turistične organizacije, da zdaj smo naredili en tak pomemben korak. Tudi smo mi imeli kar nekaj teh posvetov z veleposlaniki teh držav, ki imajo največ gostov tukaj v Sloveniji in mislim, da je bilo nekaj premikov. Ker kakorkoli pogledaš, a ne, pa že ne, Gorska reševalna služba, recimo zdaj smo v prostorih slovenske, mislim pač v Planinske zveze Slovenije in so še vse ostale druge organizacije, recimo v tem prostoru, pa se tudi v drugih državah ne more biti kaj drugače, če ni, se mi zdi, nekaj takega interdisciplinarnega pristopa, ne. Po domač povedan, če ne sodelujemo, če vsak samo svoje, je zelo težko zares neko stvar dvigant, neko zavest dvigant v praksi, ne, da skrajšam, da bo pač manj neumnosti v gorah, ne. Ker kakorkoli statistike kažejo, ne, vaše, je pravzaprav kar nekaj nesreč, ki jih zares pravzaprav ne bi smeli biti, ne. Točno to je. Ker še vedno je kar nekaj nesreč z popolnoma neustrezno opremo. Veliko je tudi v nekem smislu nepoškodovanih, ker so ljudje precenili svoje zmožnosti, pa seveda kakšni, da temu rečem, turisti, ki se niso čist nič pozanimali, kam sploh gredo. Ja, mogoče konkreten primer, v nedeljo sem se vračal iz Češke koče nazaj dol proti Ravnam, proti izhodišču in sta dve punci bile v poletnih supergah in s temi verigicami, ne. Mi se trudimo ne temu govoriti več derezice, ampak karkoli že, ne, ker od derezic do derez je hiter, eno in isto. Skratka, to sta imela, ne, pa je zelo, zelo zimsko je bilo, ne. Jaz včasih tako razmišljam, koliko je pravzaprav še malo nesreč, kolikor je veliko ljudi v gorah, pa kakšne traperije nekateri počnejo. Ja, sej. Tako da tukaj smo ljudje kar spretni, ampak ena taka, to nekako ta meja med tem, ko se v gorah nič ne zgodi, se malo spotakneš, pa se samo ujameš, pa greš lepo naprej, ali se ti pa stopiš en korak narobe, pa greš dol v dolino
je pa v hribih majhna. Ja, in včasih se potem ljudje tudi lajšamo svoj notranji mir tudi z kakšnimi nadnaravnimi zadevami in tako naprej. Ampak se mi zdi, da preveč polagati zgolj v neko vero, pa tudi slučajno ne bi rad zmanjševal česarkoli. Ampak predvsem se mi zdi, da je potrebno biti pameten, premišljen, odgovoren in se zelo racionalno stvari lotevati. Tle se čisto strinjam. Eni govorijo, ja, ta je imel srečo, ta ni imel sreče, ampak velikokrat je treba tisti sreči pomagati z izkušnjami pa z znanjem. Ja. Tudi če te plaz zajame, sej če ti veš, kako se moraš v plazu nekako odzvati, ne vem, da poskušaš plavati, to so tistih par s tistimi gibi, ali pa da imaš ustrezno opremo, potem te bo plaz recimo na vrhu boš ostal, pa to ni sreča več, je delno sreča, ampak je tudi znanje. Ja, veliko je tega, to sigurno. Mogoče še to, da verjetno zlasti o tem, ko vsi ugotavljamo, kako je v zadnjih letih, ker ena izmed stvari, ki ljudje rečejo dostikrat, ali pa rečemo, ja, da so gore zdaj bolj nevarne, pa ne vem kaj, ampak številke govorijo predvsem, da je obisk v gorah postal veliko bolj množičen. A se je podvojil, potrojil ali kakorkoli, to mogoče je zdelenjen teh podatkov, ampak jasno je, da je veliko več ljudi. Že omenil si tudi, da je profil ljudi drugačen in tako, ampak množičnost je postala. Še s turizmom, Slovenija je turistično zelo atraktivna, zlasti v naravnem, v gorskem okolju, privlačno je, na to smo lahko super ponosni, ampak pridejo potem pa tudi te stvari, ki pač vam reševalcem žal jemljajo tudi sobotni, nedeljski mir. Ja, mi, ki hodimo gore, vemo, kaj zdaj to pomeni, koliko je zdaj veliko bolj množično. Tam predvsem gore okrog Triglava, to poleti, to je res ratalo procesije. Po zimi, če si šel včasih po zimi v hribe, to nisi nobenega srečal. Zdaj z temi socialnimi omrežji vsak ve, kje pa zdaj mogoče tisti konček v hribih po zimi, kjer se pa da mogoče kaj posmučati in tam je črno od ljudi. Tako da to je kar. Ampak sreč, če hodiš dosti v hribe, pa tudi veš, kam je pa treba iti, da pa še zmerno nobenega sreča. Ja. Ampak glede na to, da izhajava oba iz dveh takih organizacij, en tak mini disclaimerček, ki naj bo sicer zelo velik doma za tiste, ki vstopajo recimo zlasti v svet gora, da naj se res lotevajo vsega zelo premišljeno, odgovorno, tudi postopno, počas, da bi se usposobiti tam, kjer je to temu namenjeno in potem počas nabirati izkušnje in pridobivati ta znanja in biti venomer zelo premišljen in odgovoren. Jaz bi mogoče vse na tole poudaril. Sej določene poti so lahko dosti enostavne in tudi ne rabijo ne vem koliko izkušenj pa predpriprave, ampak način življenja je postal tak, da marsikdo pač nima časa za vzdrževati neko kondicijo. In imamo kar veliko tistih, ki jih rešujemo s hribov, ker enostavno omagajo ali pa se jim kakšne kronične bolezni izpostavijo, ko grejo. In to je pa lahko zelo nevarno. Ti greš v hribe, se preveč obremeniš telo, lahko pride do, zastoja srca ali pa še česa drugega. Tako da to je treba malo. To sem tudi prebral na vaši spletni strani, da je to vrstnih nenadnih zdravstvenih situacij pravzaprav zelo veliko. Zdaj, oba morava verjetno priznati, da tudi še najbolj usposobljeni, izkušeni hribovci, taki in drugačni, lahko naredijo kdaj kakšno napako. In pač vsi vemo, da, kot tudi radi rečemo, nesreča ne počiva in
določen procent nesreč se bo ob določenem številu obiskovalcev v gorah vedno dogajalo, a ne. Ampak to recimo, ne, da nekdo, ki je resneje bolan ali pa tudi ni in ima neke zdravstvene omejitve, ne, in se mogoče preveč ambiciozno loteva nekih ciljev, to pa ni več zdaj tista nesreča, ki sem jo ravnokar prej opisoval, ne. To pa je že osebna, subjektivna napaka, ne. Ja, ne zavedamo se, a ne, da hoja v klanec je pač en res tak dodatni napor, ki ga mogoče ni vsak vajen, in takrat pa potem vse te težave, ki so mogoče čist v vsakdanjem življenju skrite, poudarijo na plan. In to je tisto, o čemer sva govorila. In to je težko predvideti, zato je pa ta postopnost tako pomembna, ne, da se ne zaženeš, ko je že na, ne vem, nek 2000-ak, saj tudi kakšen 1500, 1600 metrov visok hrib lahko čist krasen gorski svet že. No, sej, ne, tudi tako radi poudarjamo, kako je proces pomemben, pa da uživajmo v poti, ne samo v vrhovih. Tako. Ti si pa v osnovi matematik. Tako je. Matematika ne bi bila en tak univerzalen jezik vesolja, ne. A lahko kakšne vzporednice povlečeš z recimo nekim matematičnim umom, ne, pa mogoče tudi z gorskim reševanjem, ne. Če ne drugega, na obeh področjih je treba, so neke vhodne spremljivke in potem se to nekaj zaplete in potem je treba zdaj nekaj reševati, ne. To si lepo rekel. Drugač, matematiko kot taka jaz bi rekel, da je to samo en tak jezik, neka logična formalizacija tega, kar se okrog nas dogaja, ne, tako da mi imamo nek način nekega dosti takega strogega, logičnega interpretacije tega, kar opazuješ okrog sebe, ne, sej, kaj bi rekel, če dam primer z fizike, ti hočeš opisati en pojav, pa imaš nek fizikalni zakon, temu rečeš, ampak kako ga lahko pišeš, da lahko kaj naprej sklepaš z neko formulo, ne, to je pa pol že tisti matematika, matematičen zapis, tako da mogoče se matematika včasih malo preveč kuje v neke, bi rekel tako, kot univerzalni jezik, saj je univerzalni jezik, ampak je ena zelo taka, bi jaz rekel včasih na to gledam kot na umsko telovadbo. Mogoče temu tudi zato tako, ker imamo iz otroških let, ne, pa najstniških let take in drugačne spomine na ure matematike, ne. Nekateri so jo ali pa smo jo imeli zelo radi, ne. Mnogi so pa, če bi se jo le dal, bi jo najraje kar črtali iz urnika. Ja, tle bi rekel, da je bilo včasih tudi malo problem samega kurikuluma, ne, v šoli, da je bila ta matematika samo neko neskončno ponavljanje, pisanje nekih računov, brez nekih poudarkov, ki jo lahko uporabimo, no. Tako da jaz velikokrat razlagam, ne, ker predavam tudi na tehniški fakulteti, na fakulteti za elektrotehniko, da tam je matematika orodje za to, kako v stroki nekaj povedati, opisati, pokazati karkoli, ne. In za veliko večino ljudi bi pač je matematika tudi v vsakdanjem življenju, bi morala biti samo neko orodje, ne pa neka tehnična zadeva, ki jo guliš tam v šolskih klopeh, ne. Par nas je pa pač matematikov, ki moramo pa to teorijo še naprej razvijati, ne, tiste pa majčkeno druga zgodba. Ja, ampak kar pa verjetno je, ne vem, pa me lahko seveda popraviš, ena bistvenih stvari tudi matematike, pa to se nisem jaz mislil, da ne bom. Ampak se mi zdi, da te pouči reševanja nekih kompleksnejših situacij, ne, ki pa, ne, danes govori o gorskem reševanju, so točno to, ne, zelo kompleksne situacije lahko, ne. In tudi, recimo, če zdajle se majčkeno vživim, ne, v situacijo, ko vi dobite nek klic
nesreča je v redu, ok, nesreča je, kje, kdo, kaj, kako, pod kakšnimi pogoji. Toliko enih stvari je treba v zelo kratkem času pravzaprav sprocesirati, se na njih odzvati, pripraviti, pol še konkretno, zbrati ljudi, opremo. Prej si razlagal, kako helikopter, peš eni, slabo vreme ne morejo druge, zato da se čim prej pride do recimo konkretno spet poškodovanke, poškodovanca in da se ga po možnosti čim prej pa spravi na varno. Zato si je zelo tako nek tak matematično delo na nek način. Zagotovo so tole kar kompleksne situacije lahko pri reševanju, kot je bilo rečeno, in z tega stališča tudi ne more biti vsak vodja intervencije. Tako da tukaj zagotovo ne pomeni, da če nisi matematik, da ne more biti vodja intervencije, ampak tukaj delamo kar veliko na tem, da tudi izobražujemo tiste najbolj izkušene gorske reševalce, ki potem prevzamejo tudi to veliko odgovornost vodja intervencije. Tukaj se morate zavedati, da tisti, ki vodja intervencije, pravzaprav odloča vsem, ali bo aktiviral helikopter ali ga ne bo, kje se bo šlo, po kateri poti. In glede na to, da je teh situacij, ki so nevarne, zelo veliko, je zelo velika odgovornost na posamezni osebi. Tako da, zagotovo zelo kompleksni problemi, ki jih je treba kar zelo dobro obvladati. Ker te ravno s tole matematiko, te srednješolske matematične olimpijade, da mi majčkeno razlož. Zdajle bo februarja bojo zimske olimpijske igre, to je en tak praznik športa, in tako. Kako pa izgleda matematična olimpijada? Jaz sem vpleten v tole mednarodno matematično olimpijado že kar zelo dolg časa. Sem tudi dolg časa vodja slovenske matematične ekipe na mednarodni matematični olimpijadi. Kaj to pomeni? To pomeni, da se enkrat na leto organizira nekje na nekem kraju na svetu olimpijada, na katero pride 6 srednješolcev iz vsake države in potem 2 dni rešujejo vsak dan 4 ure pa pol, vsak dan 3 naloge, pač te matematične probleme. In že samo uvrstitev na to matematično olimpijado je kar zahtevna, ampak tam potem biti najboljši je pa še toliko bolj zahtevno. Je pa to ena taka dost prestižna zadeva, kar se tiče teh mednarodnih tekmovanj v znanju. Tako da tisti, ki uspejo na teh olimpijadah, zelo enostavno potem pridejo na najboljše univerze po svetu. Pa tukaj govorimo o MIT-u, Cambridgeu, Oxfordu. Tako da tukaj je ta interes za uspeh biti dober na teh olimpijadah kar zelo velik. Ja, super, bravo. Kako pa kaj vam gre? Tako pa našim ekipam? Zdaj jaz bi rekel tako, pamet je vsaj med to mlajšo populacijo zelo enakomerno porazdeljena po celem svetu. Tako da je dejstvo, da kot ekipa, če bi gledali ekipno, vsako leto zmaga Kitajska, včasih se uspe prebiti na prvo mesto Ameriki ali pa Rusiji. Smo pa lahko zelo ponosni, ker vsake toliko časa pa kakšen posameznik tudi iz Slovenije pa pride tudi čist v špico in smo tudi dobili že kakšno zlato medaljo na teh olimpijadah. Super. Zdaj pa če nazaj mogoče presedlava, če je mogoče matematika zelo tak racionalni del, ampak pa tudi veva, da pa boš lahko mogoče kasneje nekaj več povedal, gorski reševalec ne postaneš kar čez noč, to je proces. Ampak v človeku nekaj pa mora biti, da želi v neko težko situacijo iti ponavadi in pomagati.
se mi zdi, da ta neka mnogokrat se vam pripne srčnost, ne. Pa je verjetno temu res, zagotovo je temu res tako, ne. Nenazadnje poznam tudi jaz toliko, ker se v Sloveniji majhna, smo vsi pravzaprav, ne, kot se reče, istega rodu, ne, vsi v hribe hodimo in imamo različne te tudi, bom rekel, stopnje sposobnosti, ampak vseeno se mi zdi, da ta želja pomagati je nekaj posebnega. Ja, jaz bi rekel, da je zelo velik stvar nekega okolja, kulture, tradicije, ne. Jaz mislim, da v Sloveniji smo lahko ponosni na to, da imamo to tradicijo, da želimo pomagati. Pa to niso samo gorski reševalci, to so gasilci, velike tudi še drugih takih poklicev, kjer se ti moraš zavestno odločiti, da boš velikokrat dal sebe na drugo mesto, pa boš postavil tistega, ki rabi pomoč, na prvo mesto. Tako da že stališče, koliko imamo teh prostovoljnih organizacij, kako se odzivamo na posamezne dogodke, mislim, da je ta kultura v Sloveniji zelo pomembna in je taka, ki omogoča, da sprocesiramo oziroma da se najde potem tudi toliko ljudi, ki se organizirano pol odločajo z pomočjo drugim. In bi rekel, da je to osnova, da imamo dovolj recimo gorskih reševalcev, ki vseeno večinoma izhajajo iz nekih alpinistov. Ne. Ker, ko smo ravno pri tem, kaj je sploh potrebno, da recimo posameznica ali pa posameznik, ko mogoče začuti ta klic, kaj je tisto, s čimer je nek vhodni pogoj, da mogoče se lahko nekdo sploh začne šolati, usposabljati za reševalca? Zdaj, v okviru Gorske reševalne zveze Slovenije deluje, jo sestavlja 18 društev. Lansko leto smo dobili 18 društev GRS Ajdovščina in ta društva so zelo samostojna, recimo kar se tiče kadrovske politike, ne? Kar pomeni nekdo, ki bi želel postati gorski reševalec na tistem svojem območju, ponavadi mora se povezati s tem lokalnim društvom Gorske reševalne službe. Zdaj, nekako običajno je vstopni pogoj pri kar marsikaterem društvu, bi rekel to, da je ta potencialni kandidat alpinist, zagotovo pa kdorkoli se hoče tega lotiti, mora imeti zelo bogate izkušnje z gorskim svetom. Ne. Ker ne moreš se kar priučiti tega v enem letu, 2 letih, da se boš varno gibal po zelo težkem svetu. Dejstvo je, da mi gremo tja, kjer je problem, a ne. Pa je to, ali je teren tak, ali je vreme tako, in če nisi suveren v gorskem svetu, bojo sem še tebe dodatno rešvala, ne, pa boš ogrožil druge zaradi tega. Potem, če se nekako se odloči to društvo, da bi lahko postal njihov član, potem pa pride ta 3-letno, 4-letno obdobje intenzivnega recimo nekako šolanja. Tukaj pa po doktrini, ki jo imamo skupaj seveda poenoteno, ne, vsak mora znati enake stvari, vsak gorski reševalec. Izpiti so enotni za celotno Slovenijo in potem, ko narediš vse te izpite, pa postaneš gorski reševalec. Minimalno je pa to 3 do 4 leta. No, sej, ker tako se po pripovedovanju kakšnih prijateljev, vem, je bilo kar zahtevno. V smislu pač nekega časovnega vložka, pa tudi stvari je treba bilo, ne, zdaj mačkam se zgubljam, ker čisto točno ne vem, ne, samo opazovalec, ampak so mogli kar trenirati, no, tudi za kakšne vrne manevre in tako naprej in vse ostalo. Ja, imamo usklajeno tehniko, reševalno tehniko, ki jo moramo vsi obvladati enako, torej tudi če imamo recimo kar nekaj reševalnih akcij, kjer sodelujemo z različnih društev, seveda moramo vsi znati tiste stvari na enak način, ne, ker bistveno je,
da skrbimo za varnost in varnost je pa pogojena s tem, koliko imamo znanja, pa koliko smo zadeve povadili in jih avtomatično delamo. Pa tako mogoče, recimo pri alpinistih, ne, če pomisliva, kako se svet danes, družba spreminja skozi vsako desetletje, je že na oko prinaša neke spremembe. Ne. Pri alpinizmu se tudi opažajo določene spremembe v zadnjih generacijah napram, 20 let ali pa več nazaj. Ne. A mogoče tudi pri gorskih reševalcih opažate kakšne spremembe pri mlajših generacijah ali pa če imajo določene postaje, mogoče tudi kakšno težavo dobiti, bom rekel, nove podmladek, ne, recimo. Recimo, prej smo govorili o tem, da je zelo pomembno, da imamo lokalna društva. Ne? In potem v nekih okoljih, malo bolj gorskem svetu, ne? So ta lokalna okolja tudi imajo zelo malo prebivalcev. Ne? In po eni strani so se pa zelo povečalo število nesreč. Govorim recimo v Bovcu. Ja. In tam je težko potem že zagotoviti dovolj reševalcev, ne? Ki bi sledili temu naraščanju števila nesreče. Ne. Tudi generacije so se dejansko mlajše spremenile in mi smo ravno začeli zdaj en proces v gorski reševalni službi, da bomo ustanavljanje šole. Skratka, da ne bomo se več samo zanašali na to, ali je nekdo alpinist ali ne, ampak bomo vzpostavili šolo gorske reševalne službe Slovenije, kjer bomo nekako lahko enega kandidata pripeljali do vseh tistih potrebnih znanj skozi en tak proces. Ne. Nekako po zgledu, kot imajo recimo to že Hrvati, pa recimo tudi slovenski gasilci imajo šolo in tako naprej. Super. Ker ne se ravno te spremembe se mi zdi, da ti postaviš nek sistem, pa funkcioniran čas, potem pa družba in vse spremembe te vedno silijo v neke prilagajanje in tem je to skozi neko tako valovanje, ne, in treba tem nekako slediti. Še to bi vprašal, recimo tukaj mačken, ko je bilo 2 leti nazaj, ker sem iz Kamniškega konca, pa samo opazovalec sem, da ne bo pomote, je in takrat povodenj pač naredila katastrofa, zasula zalil nove prostore, ki so jih pravzaprav kar nekaj časa pridobivali. Ne. Tudi nekaj malega sva na začetku že, ampak ta, bom rekel, posluh države ali pa tudi državo, včasih to tudi, ko mislimo, da bo tam gor vse rešil, pač ob zavedanju tega, kar turizem pa obiskovanje gora v zadnjih letih pomeni, a sledi tudi ta posluh za potrebe delovanja vaše službe, ker ne nazadnje so tudi fizični prostori pomembni, pa tudi konkretna jakna in oprema in tako naprej, vsi vemo, to je drago, ko vrag danes, in tukaj imate dovolj podpore. Jaz bi rekel, da se je času tega mojega mandata so se stvari spremenile. Smo naredili nekaj zelo pomembnih premikov, ker tako kot si rekel, ima država posluh. Ti moraš znati tudi predstaviti ustrezne argumente, predstaviti situacijo in potem jaz zagovarjam moč argumenta, lahko prideš nekam naprej. In ena od takih stvari je, da smo s konkretnimi številkami pač pokazali, da tisti normativ 430, ki je veljal, več kot 20 let, je glede na število naraščanja sreč povsem nesprejemljiv. In smo se uspeli dogovoriti za neko realno številko nekih trenutno najbolj aktivnih reševalcev in je bila vlada sprejela uredbo, normativ 430 se je povečal na 600. Prostori posameznih društev so marsikje katastrofalnih ali pa jih sploh ni. Ampak
tle jaz tudi pravim, ja, smo mogoče tudi sami krivi, a ne, nismo dovolj opozarjali v preteklosti, a ne, glede tega, kako slabem stanju smo glede prostorov, a ne, ker za recimo prostore gasilcev skrbijo lokalno okolje, a ne, pri nas mi smo pa del državnih služb za zaščito in reševanje in tukaj pa država tista, ki mora poskrbeti. In smo prišli z seznamom recimo tistih društev, ki najbolj nujno rabijo te prostore in se je začela zadeva počasi odvijati. GRS Mojstrana smo rešili, GRS Škofja Loka smo kar dosti daleč, pri Bohinju smo tudi naredili prve korake. Skratka, neka postopnost, ampak moraš priti z argumenti, moraš biti tudi kar vztrajen in potem je pa lahko je tudi posluh na drugi strani. Super, upam, da ga bo v bodoče še več oziroma dovolj. No, tako ja, zagotovo. Je pa to ves čas se je treba pogovarjati, je treba opozarjati, ker če si tiho, hitro pozabijo nate, ne? Pa nekdo, ki se malo bolj kriči, pride pa na vrsto, tudi če ni čist najbolj upravičen do tega. Ja, pač živimo v takem svetu, nikaj. Zdaj smo že globoko zajadrali v novo leto, ne, že v drugi polovici januarja, ampak majčkeno se lahko še ozremo nazaj, ne, v leto 2025, predvsem iz vidika neke situacije, ki se je pač dogajala v gorskem prostoru, predvsem pa tudi drugje, kakor bova ugotovila iz vaše statistike, kjer gorski reševalci pač delujete, predvsem z namenom, da se kaj naučimo, a ne? Ker vsi vemo, da če kje, ne, se je v gorah pravzaprav treba učiti na napakah drugih, ne. Enostavno določenih napak se ne sme narediti, ker že ena stvar, po katerem bo leto 2025 pa vse ni stopala, je pa žal število mrtvih, a ne. Čeprav se je sicer število vaših intervencij rahlo zmanjšalo na leto prej ali tam vsaj leto 23, sicer je še vedno zelo visoko, a ne, ampak število preminulih v naših gorah je bilo pa lani pa pravzaprav rekordno. Ja, žal, ta številka je bila rekordna, lansko leto je v gorah umrlo 50 ljudi, to se še ni zgodilo v vsej zgodovini. Zakaj tako visoka številka tako izstopa? Malo smo gledali, če bi bile kakšne take prav posebne okoliščine, tega nismo videli, ali je to zdaj posledica res take množičnosti, ki se nam dogaja v gorah, to se bo skozi leta pokazalo, ampak tako kot sem že rekel, ena situacija v gorah se lahko čisto nedolžno konča, ali se pa hitro obrne, tako da pride celo do smrti. Ne? Tako da to bomo videli čez čas. Kakor je bilo pa rečeno, leto ni bilo rekordno, je bilo pa rekordno je bilo leto 23, ne? Ampak smo letos malenkost za rekordom, tako da situacije bomo morali še naprej delati. Je še vedno tam. Jaz sem res bi še enkrat pravzaprav povabil vse, ki spremljate tele naše epizode, da ne gredo na vašo stran, če vsaj za tiste osnovne stvari jo majčkeno pregledati, ker je veliko tudi zelo uporabnih napotkov, pa informacij, pa vedno gre tudi za to, da mogoče se v nekem trenutku malo zavemo, bom rekel, mogoče celo malo stresemo v pozitivnem smislu, a ne, da se zamislimo na tem pravzaprav, kaj počnemo v gorah, a ne. Zelo malo nesreč je verjetno nekje v sosednjem parku, ko se gremo, ali pa ko se grejo otroci igrati, ali pa se gremo mi tam malo sprehajati, seveda tudi, ne, ampak v gorah se nam pa lahko zgodi tudi tisto najhujše, a ne. O tem je brez veze kaj na širše razglabljati, ko pač je narava te aktivnosti. Ampak videl sem mogoče iz vaše statistike, a ne, se ne bova šla zelo podrobno
da seveda največ je nesreč bilo, mačkam si bom pomagal z mojim plonk-cegelcem, na hoji po označenih poteh, potem na drugem mestu so bila brezpotja. Potem me je pa malo presenetilo, tretja aktivnost so pa že aktivnosti v zraku, potem četrta aktivnost je kolesarjenje in potem je šele bilo neko plezanje, alpinizem, ne, in zatem takoj pa vodni športi, ne. Potem so pa še delo, alpsko smučanje, turno smučanje je bilo relativno malo lani pač, in potem so še druge športne aktivnosti ter ostalo, ne. Tako kot alpinist, se mi zdi, da se dostikrat te alpiniste norce prbija, ne, po tem spletnem komentatorstvu na križ, pa zares tudi slučajno nismo najbolj množični, a ne. Me je pa presenetilo ravno to, ne, gorski reševalci pa rešujete letalce, pa kolesarje, pa vodne športe in tako, ne, to je verjetno največ okoli Soče, pa mogoče kaj po Savinji še kje. Zdaj, to, da je na tretjem mestu, so te letalni športi, sploh ni presenečenje, sploh mi to, ko se s tem ves čas srečujemo, to dobro poznamo. Gre za to, da jadralnih padalcev je kar veliko. In tukaj, če se nekdo, ki leti z jadralnim padalom, znajde v neki problematični situaciji, potem on poišče neko lepo smreko, neko tako drevo, na katerem pristane. In potem mora pa dol priti, ne? In tukaj pa pol mi priskočimo na pomoč. Tako da, kolikor je teh nesreč z jadralnimi padali relativno veliko, ne? Je pa dejstvo, da so večinoma to nepoškodovani. Vse, kar rabijo, jih je. Ja, torej tukaj je dejansko pristanek na nekem drevesu, visijo na drevesu, potem je pa treba spraviti njega dol. Če pa pride, če slučajno do nesreče, so pa seveda zelo hude, ampak sreči je takih zelo hudih nesreč z jadralnim padalom relativno malo. Kolesarstvo, gorsko kolesarstvo je pač vedno bolj popularno, ključnice, pa še kaj to. Sploh z novimi električnimi kolesi, ne? Ja, je tudi lažje, ne, prideti. Kar se tiče pa teh vodnih športov, je pa zopet dobro sodelovanje med to službo, ki rešuje izvod, in pa gorskimi reševalci. Tam pri Soči imaš vedno še kje en breg, da ga spraviš iz same struge. Potem, ko je že ta ponesrečenc na bregu, ga je pa treba spraviti do ceste, ne? Tako da tega je tudi kar nekaj. A pa ste zaradi teh novih praks, če tako rečem, ne, posledično tudi tovrstnih nesreč, a morate tudi kaj usposabljanja prilagajati, ker vseeno gorsko okolje, reka, ne, to so različne okolje. Ja, tako kot sem govorila, treba se ves čas prilagajati in ravno za reševanje s kanjonov, ne, kanjoning je zelo popularen, pa ne sem Soči, tudi tam na Bohinjskem koncu, Celjskem koncu. Zdaj prav usposabljamo, prilagajamo neko nove metode reševanja iz kanjonov. Tudi opremo smo zdaj že kupili in zdaj smo ravno v procesu usposabljanja prvih takih moštev, ki bojo zelo lahko suvereno reševali tudi iz kanjonov. Ja. Zanimivo mi je bilo to, da še vedno je glavni problem oziroma vzrok nesreče zdrs, ne? Ja, to je tako, ne? Treba imeti teh rubrik, ne moreš imeti neskončno, ne? Ja. Tako da imaš nekaj rubrik, izmed katerih izbiraš, ne? In ta zdrs je lahko pač greš po poti, se spotakneš, pa padeš po bregu navzdol, ali ne vem, kakorkoli nekako padeš dol, ne, po bregu, je to že se nekako klasificira kot zdrs, ne. Ja. Tako si predstavljam, da veliko tega se ne da zares, to se pravzaprav lahko zgodi vsakmu od nas, tudi
verjetno, če si vsak od nas, ne glede na stopnjo usposobljenosti, izkušnje, si mora priznati vsaj potiho, da se kje kdaj spotakne, a ne. Pač to tako je. Ko pa ravno govorijo že o tem, primerna obutev je pa stvar odločitve, a ne. Ja, jaz bi tle poudaril, včasih so se ljudje zgražali, če so videli, kje je nekoga, ki ni bil v tistih težkih gojzerjih, ne vem, na nekem, na 2000 metri, ampak to je zelo stvar poznavanja razmer, ne. Tudi nekatere poti, ki so, ne vem, če gremo na Komno, ne, v poleti, ali pa, ne vem, po nekih širokih kolovozih, lahko zdaj kar visoko prideš, je mogoče kdaj, če si navajen hoditi bolj varno v nizkih čevljih, kot da imaš enkrat na let tiste ta visoke, pa se zaradi tega, ker nisi navajen do visokih čevljev, spotakneš, ne, pa padeš. Ne. Ja. Ampak pozor, ne. Čevlji, ki niso čez gleženj, ne, so lahko zelo različni. Ne, so lahko za igranje tenisa, ki imajo povsem raven podplat, ali so lahko za tek na ljubljanskem maratonu po asfaltu, brez kakršnega koli profila, ali so pa to gorski čevlji z ustrezno mehko gumo, ki dobro drži na skalah, tudi v deževnem vremenu. Tako da to, ko je včasih tudi, kot so govorila po spletu, ja, kakšno obutev imajo, ja, lahko so eni nizki čevlji čist namenski za visokogorje, tako rekoč, ne, in če jih nekdo zna uporabljati, čist primerni. Ne. Ja, pa tudi se mi zdi, ko tudi to omenjaš socialna omrežja, predvsem in se te slike, da je treba vsem to z veliko mero kritičnosti pač gledati tiste slike, ne? Ker dostikrat so mogoče neki posamezniki, ne? Ki so lahko gorniki, pa ne vem, gorski tekači, ne? Tak bo mogoče imel tudi malce drugačno obutev, kot bi bilo sicer za večino tam primerne, ne? Kar pa ne pomeni zdaj, ker je imel pa on tako, imam pa lahko tudi jaz, ne? Recimo čisteno tako osnovno dejstvo, mišice okrog gležnjev. Če imaš dost okrepljene, potem je seveda tudi nizka obutev za visokogorski svet ni tak problem, si ne boš zvil gležnja. Če pa tega nisi navajen, boš pa majčkeno neroden stopil in boš tako imel zvin gležnja. Ja. Plus, da pa ima človek mišice tam doli, ne, mora pa kar nekaj narediti za to. Seveda, ja, sej. Recimo drug vzrok, nepoznavanje terena, ne, kar bi si predstavljal, da pač ljudje se enostavno preslabo pripravljajo. To je ta zgodba, ki sem jo že večkrat povedal. Se je zgodil kar nekaj teh primerov, ko imaš turiste, tujce, ki sploh iz teh zahodnoevropskih držav, kjer nimajo nobenih hribov, kjer je pri teh pohodih, ali kakorkoli jih oni imenujejo, pomembna samo razdalja. In oni pogledajo, koliko kilometrov bo dolga tura in grejo na turo, kjer so navajeni, toliko pa toliko kilometrov prehodov. In pol jih je kar nekaj šlo do izvira Slapa Savice, iz Bohinja, super, potem pa pogledajo na zemljevid, pa vidijo, da je čistista razdalja pa čez Komarčo do Črnega jezera. In potem jih pa dol srede Komarče Bohinjci spravljajo, ker nenadoma ne upajo, ne zmorejo, omagajo. Torej, to so te povsem nepoznavanje terena, ne slaba priprava. Vsi, ki smo saj malce šli čez neke procese, ki so saj malo dišali po usposabljanju, vemo že od malih nog, da se v gorah v urah štejo se, ne? Da razdaljo zelo redko pravzaprav sploh ni ozaveščene, ne? Ja, pri nas imamo to ozaveščeno, bi rekel, da je pomembna nadmorska višina pa čas. Te tuji turisti pa velikokrat samo kilometri. Ja, ker takoj naslednja stvar je pa že neprimerna osebna oprema, kar gre tudi majčkeno v štric s tem, kar sva že govorila. Pa tudi si tudi že omenil telesna nepripravljenost. Ne? In
hkrati ne duševna nepripravljenost, kar pomeni, da prideš nekam, da je strah, si predstavljam. Ne? Ali pa tudi zaradi fizične onemoglosti človek tudi skolapsira psihično. Ne? Sej že vsak ve, če cel dan hodiš, pa že če ne ješ dovolj, ne, rečemo, cukor pade in v tem smiselni procesi trpijo. Ne? Tako je. In, ampak tukaj gre spet v to področje, da se ljudje precenjujejo ali pa podcenjujejo majčkeno okolje, se ne pripravijo, lahkomiselni, in če v slovenskem prostoru, a ne, z vsemi organizacijami vpletenimi, če tako rečem, lahko vplivamo na to, na ta del turistov, ne, tujcev pa veliko težje, ne. In če še temu dodamo prost, ne, v lanskem letu je bilo, sem zaznal 46% odstotkov tujcev, ki so bili pač udeleženi v nesrečah, ne, kar je praktično skoraj polovica, torej zelo veliko, ne. Tako je. Ja, kar se tiče tujcev, tukaj je kar velik izziv, kako jih nekako spraviti te ustrezne informacije do njih. Tako da tukaj edini način, ki ga vidimo, je nekako sodelovanje s turističnimi organizacijami, s ponudniki turističnih storitev, s temi lokalnimi turističnimi centri, da opozarjajo, da so te naše poti zahtevne, da se ne precenijo. Kar se pa tega, kot si rekel, tudi teh ostalih faktorjev, da zmanjka hrane, da se ljudje precenijo, tukaj pa spet ta postopnost. Ker tudi zazna se, da se ljudje, ne, včasih, če vidim kakšno res, bom rekel, neumnost, ne, kakor so mogoče neki natikači ali kaj takega, si dovolim nekoga prijazno opomniti, da mogoče pa tole ni najbolj primerno, a ne. Pa so potem odzivi drugačni, ampak dostikrat se postavlja vprašanje, seveda na spletu se lahko marsikaj napiše, a ne, in ta organizacija, ona organizacija lahko vse utripa od rdečega in opozorila, ne. Ampak to bojo ljudje prebrali ali pa ne bojo, ne. Celo večinoma verjetno ne bojo, na pamet govorim, ne. Ampak dostikrat se pojavlja vprašanje, ali bi mogoče mogli tudi oskrbniki ali pa osebje v kočah koga opozoriti, da zdajle iti ven, ker je ura taka, pa tamle čez že poka, ne zdaj rint, a ne. Ampak na prvo žogo bi človek rekel, ja, ne, če pa majčkeno bolj pomisliš, pa zdaj tam oskrbniki ne morejo se ukvarjati zdaj, kdo je zdaj, koliko usposobljen, kaj ima na nogah, če je kakšna res očitna neumnost, pa če se glih ugotovi, mogoče že, a ne, ampak ni pa to njihov namen, a ne. In se mi zdi, da to je kar izziv, kako tovrstne očitne, recimo, nespametnosti, ne, preprečevati. To se pač tudi pri nas sprašujemo, pa verjetno se tudi vi, ne, še bolj. Jaz bi tukaj rekel, da je zelo pomembno tako splošno ozaveščanje. Pri enem posamezniku ti v tistem trenutku ne boš veliko naredil. Ne? Lahko skrbnik reče, ja, tole je pa čisto neprimerno, pa ga bo tisti, ki je že do tam prišel, pa delal traparije, sem še nekam poslal, ne? Ker kaj bo zdaj nekdo meni pamet solil. Ampak imam občutek, ko se pogovarjam z ljudmi, da sploh smo v zadnjem času skozi medije, skozi vse to ozaveščanje prišli tako daleč, da je ljudem malo neroden, če kakšno traparijo delajo v gorah. Tako da se hitro tam si ne upa več vsakič s kakršnokoli obutvijo ali pa brez čelade na Triglav, ker je to prišlo nekako v splošno družbo, da ni več sprejemljivo. Ja. Tako da jaz mislim, da je to tista stvar, ki jo moramo delati. Ne na enemu posamezniku v tistem enem trenutku, vse ga lahko opozoriš, ampak Ja. Vemo, tudi jaz kdaj kakšnemu kaj rečem, kaj si pa misli, pa so odzivi lahko zelo različni. Ampak
pomembno mi pa to, no, ko človek sam, če ga srečaš, a ne, pa vidiš, da mu je nelagodno, ker ve, da je pa mogoče ni čisto vse v redu, kar počne v gorah. Ja, ker ne, če mogoče zaideva pa še mačken, kjer se pa te komentiranje recimo določenih nepremišljenosti, včasih neumnosti, podcenjevanja, ne, vsega tega, kar doskrat pripelje do kakšne nesreče, zlasti tisti, ki je mogoče res ne bilo treba, ne, pa je splet poln teh včasih zelo pravzaprav tudi žaljivih in direktnih napadov, ne, na določene posameznike, in pa seveda zaključek je, dajte jim zaračunati, ne. Dajte jim, pa zakaj jih ne zacolate, zakaj se jih ne upali po dolgem in počez, potem pa bi ljudje bili bolj pametni, ne. In mogoče samo stavek ali dva o tem, da vi res niste tam zato, ne. Mi ves čas poudarjamo, da gorski reševalci bomo prišli pomagati vsakmu, ki bo to našo pomoč potreboval. Kako glede tega plačila, tudi da je to stvar države, kakorkoli se bo obrnila, kakorkoli se bo odločila. Je pa pomembno to, da se zavedamo, da mi res rešujemo vse, ki pomoč potrebujejo na kakršnemkoli težko dostopnem terenu. Pa naj bo to pri gozdarskih nesrečah, pa naj bo to pri gobarjenju, pa naj bo to pri nekem sprehodu, lahko čist v nekem naravnem okolju, sploh ne nujno v gorah. Ne? In tukaj niso potem čist enostavne stvari, zdaj bomo pa rekli vsakmu, ki je, ne vem, tam gobe nabiral za hišo, pa se je zaradi spleta okoliščin, ne vem, zlom gležen, pa ga mu zdaj ne vem koliko zacolali, da ga bomo spravili do rešilca. Ne? Ja, sem pa prebral tudi, da recimo, ne, da je par nesreč ste pa imeli tudi, ko ste alkoholizirane. Mačken je vseeno po ugorništvu v slovenski miselnosti še vedno tega nekega, da pač so planinske koče tudi nek prostor, kjer se veseljači, ne. Žal tudi z veliko alkohola, in tako potiho, verjetno bi pa tudi jaz lagal, če ne bi mislil, da takmole mandeljcev pa bi si pa zaslužil, ne. Se strinjam, da je zdajle par primerov koč, ne, kjer pravzaprav, ne vem, imajo tako redne srečanja, ki se pa lahko končajo zelo pozno v noč, ne, in potem tisti povratki sredi noči, podkrepljeni s kar nekaj alkohola, pa ni prav, da je treba take ljudi reševati. Ampak bistvo je pa to, kot si rekel, da gorski reševalci nimate pravzaprav možnosti niti, ne, da bi neke listke pisali. Ja, nimamo in ne želimo imeti. Torej, to ključno. Ja. Meni se zdi izjemno pomembno to medsebojno zaupanje med tistim, ki potrebuje pomoč, in gorskim reševalcem. In mi smo tam, da bomo nekoga rešili. Kako se bo to finančno potem uredilo, stališče reševanja, to je stvar drugih postopkov, drugih organov. Ampak da bomo pa mi prišli in rekli, ja, zdaj pa plačaj, pa mu izdali listek, ne, tega se pa ne gremo. Absolutno. Mogoče še to, da iz vaše statistike sem tudi, pa saj sem to večkrat opozarjate, da pravzaprav je velik del ljudi, ki pač so v procesu reševanja, nepoškodovanih. Ne? Zdaj o vzrokih nekaj sva že govorila, pa da se ne bova ponavljala, ne? Potem je manjše, lažje poškodovanih, na drugem mestu, ne, težje poškodovanih, na tretje, ne, na žalstvo smrti, že govorila, nekaj pa tudi pogrešanih. Ampak sen mogoče še kakšen stavek o tem, so ljudje nepoškodovani, a ne. To pomeni, da spet
nekaj se jim je zalomil že doma. Ne? Ker tokrat opozarjamo, kako je pravzaprav se tura ne začne na začetku planinske poti, ampak takoj, ko se pravzaprav v glavi pojavi ideja, ne, in namera, da bomo nekam šli, takrat se je tura začela. Ne. In koliko pomembno je, da se doma zares pripravimo, ne, tako celostno. Se ne bi mogel bolj strinjati. In tudi glede tega deleža nepoškodovanih, ne, sploh, če govorimo tukaj o turistih, ne, tukaj dejansko so neki razlogi, da bi se razmišljalo o nekih povračilih, ampak zagotovo, kot sem rekel, ne, to je stvar širše razprave, to ni stvar samo gorske reševalne službe. Ja, to je stvar neke širšega našega prostora, ne, ki pač glede na to, da je to gorniški turizem, ne, če tako rečem, planinski ali kakorkoli že, tudi pravzaprav zelo pomembna gospodarska panoga na nek način, ne, sej to ni več tudi pri nas nekaj povsem novega, ne, zdaj to je že nekako kar utečen proces, bo verjetno morala, ne, država v neki točki tudi z različnimi deležniki stvari pregledati, pa pač nekako vrednotiti vse dogajanje, celotno dogajanje in tam, ki se pojavljajo neke težave, kot mogoče to, kar tudi ustrezno narediti kakšen premik v tej smeri. Ne? Stvari so se zelo spremenile. Ne? Če smo včasih gorski reševalci dejansko reševali, ne vem, 100 let nazaj, kakšne alpiniste, res gornike, ne? Se je skozi leta ta stvar spreminjala. In tudi še ne toliko dolgo nazaj smo reševali predvsem slovenske davkoplačevalce, ki pač prispevajo nekaj v državni proračun, iz katerega se pol ta zadeva tudi financira od nakupa opreme in tudi posameznih neposrednih stroškov reševanja. Ne. Zdaj, če pa v toliko velikem deležu, je že skoraj polovico rešujemo tujce, ki pa nič ne prispevajo v slovenski državni proračun, je pa počasi čas, da pa naredimo kakšne korake v smeru tega, da vsi nekako participirajo k temu. Se strinjam. Se pa opaža tudi, mogoče pa bi rad kakšno tvojo misel o tem, da kakšni to vašo pomoč, ne, se bojo itak pošli. Ne. Če grem, pa če kaj narobe, 1, 2, pa jo pošli. Kot da je ta pomoč, torej reševanje, postalo tako, niti nekako ne se izrazim, preveč samoumevno, kot nekaj, kar mi tak pripada, ker jaz grem. Ne? In se mi zdi to tako razmišljanje, se verjetno vsem ga ni toliko, ne? Ampak kolikor ga je preveč, se mi zdi, iz neke čist človeškega, vsakdanjega vidika nekih moralnih vrednot. Ne? Ampak vsem se mi pa zdi tudi, da je tako razmišljanje pravzaprav nevarno. Ne? Ja, bi se strinjal, ne? Ker tukaj dva vidika. Ne? Prvi vidik je, to se ta pomoč je samoumevna, se bojo prišli. Tisti, ki se mu nekaj zgodi, pol hitro ugotovi, da ta pomoč, če se še tako trudimo, kar nekaj časa traja in si kar zelo v hudih težavah lahko dolg časa. Ne? Recimo, če se ti nekje više v gorah zgodi, tudi če je helikopter aktiviran, še zmeri traja dolgo. Če si imaš nekaj zlomljenega, te vse nekaj boli, pol ure, 1 ura, 2 uri, to se zelo vleče. Ne? Torej, pomoč bo prišla, ampak včasih traja lahko zelo dolgo. Ne? Druga stvar pa, v zadnjem času je, kar bi lahko rekel, vedno več tistih, ki to malo preveč samoumevno jemljajo, oziroma samoumevnost. Sej nobenega ne bomo pustili v tej družbi, se upam, kjerkoli, ali na cesti, ali v gorah, ali kjerkoli, ne? Ampak nek ustrezen pristop do tistega, ki
ti želi pomagati. Ne vem, to pa upam, da se ta kultura ne bo tako hitro spremenila. Čeprav se bo zelo hitro spremenjala. Ja, je pa še en vidik verjetno, ne, sej tudi glede na to, da danes informacije letijo zelo hitro, sicer mnogokrat popačene, ne, ali pa necelostne, v tem si ustvarjamo lahko neke slike, ampak vemo že iz preteklosti, da so pa tudi situacije, ko pa enostavno pomoč ne more priti, ker je slabo vreme, ker je megla, ker helikopter ni mogel zleteti. Ne. In ni nujno vedno, da bo prišla pomoč dovolj hitra. Ne. Ja, žal je pa tudi kar bilo nekaj takih situacij, ko se enostavno nismo mogli prebiti do ponesrečencev. Ne vem, zelo odmeven je bil tisti primer vrh Mangarta, ne. Ja, žal. Nepoškodovana, enostavno nismo mogli priti do njih. Potem v zadnjem času zelo odmeven primer tisto predbožične nesreče dobro leto nazaj v Kotliški grapi. Ja. Prvi dan, tiste prve 2 dni smo res kar veliko tvegali, da smo se prebili do ponesrečenka, za katero smo vedeli, da je živa. Se njen partner po vseh teh analizah verjetno že prve noči ni preživel, ampak mi se potem nismo mogli prebiti in tudi, če bi bil takrat še živ, enostavno ni šlo več. Tako da vedno ne gre. Ker sen verjetno imate tudi vi določene situacije, ko je enostavno treba pa reči, zdajle pa preveč tvegamo. Tukaj pa se lahko pa zgodi še marsikaj, ker ne nazadnje je v Sloveniji tudi že kar nekaj gorskih reševalcev žal tudi umrlo, ne? Ja, tukaj res travmatična izkušnja. Nesreča na Okrešlju. Takrat je bilo sicer vaja, ampak 5 gorskih reševalcev na vaji umrlo. Potem v tistem obdobju, okrog te nesreče še 2 smrtni žrtvi, to pa obe na reševalni akciji. Ja. Ko sta 2 naša kolega bila, eden v Kamniških hribih, druga nesreča se je zgodila, ko je plaz odnesel reševalce na poti proti Kredarici. In to so nesreče, ko so bili res situacija taka, da ne veš, kje je zdaj tista meja, ki se je treba obračati ali ne. Ker tudi že tukaj smo gostili Žarka Trušnovca, in je tudi razlagal pravzaprav tudi o psihičnih obremenitvah, ki jih lahko imajo določene reševalke, reševalci na samih akcijah, ker verjetno ni lahko, ko človek umre ali pa boh ne daj, ko nekdo pade čez kakšno steno, in to so težke situacije. Ja, to žal pa še zraven tega gorskega reševanja, da iz gor pač moramo spraviti tudi mrtve, in v gorah pogled na mrtvega običajno ni prav prijeten. Vsak primeru je stik z neko umrlo osebo lahko tudi do določene mere travmatično, posebej pa, če je to po neki nesreči, ko pa, če nekdo leti čez steno, zagotovo to niso zelo prijetni prizori. Treba je tukaj kar velike pietete, ampak je kar težko, lahko kar zelo težko, in tukaj imamo organizirano to tudi psihološko pomoč, razbremenilne pogovore, ker je pa tukaj po eni strani tudi ta vidik. Ja, gorski reševalci, se to smo trdni ljudje, nič nas ne spravi iz tira in tako naprej. Hitro te pa lahko taka izkušnja začne pa odnotri najedati, ne spiš in tako naprej. Tako da včasih ni lahko.
Ja, to sej ne nazadnje, če pomisliva v življenju, gremo vsi slej ko prej čez neko obdobje, ko je nekaj res težko, a ne. Na osebni ravni, družinski, in takrat vsak ve, ko je že šel skozi kaj takega, koliko je pravzaprav težko, a ne, in koliko časa je potrebno, da se neke stvari v notranjosti človeka sprocesirajo, a ne. In se mi zdi, da tukaj na tem področju je tudi to zavedanje med ljudmi pravzaprav bi moralo biti toliko veliko, da ta samoumevnost, ki sva jo malo omenjala, in to spoštovanje do vseh vas pravzaprav, ne, če, ne vem, včasih rečeš, človek reče, če že zaradi sebe naredi nekaj pametnega, pa saj zaradi nekoga drugega, ne. Kar sicer bo kdo rekel, tole je glih kontra, ne, ker naj bi bili tako egocentrični ljudje, ampak vseeno se mi zdi, da moramo vedeti, da ta pomoč ni tako samoumevna in da ko je neka taka resnejša, a ne, nesreča, tudi ne gre samo en reševalec, vedno vas gre več, a ne, lahko kaj več poveš. In sploh, če so te nesreče tako kompleksne, nekje sredi neke stene, če se ne da s helikopterjem, če je megla, a ne, če je plazovito, verjetno na kakšni analizi, potem ko ste stran sami, lahko kdaj tudi reče kdo, a ne, saj to pač jaz iz alpinizma vem, a ne, tole je bilo pa blizu, tamle pa tudi mogoče je bilo boljše, da ne bi šli, ali pa kaj takega, a ne. Ampak skratka, to so težke stvari, a ne, in včasih ste tudi vi dejansko izpostavljeni. Torej, mogoče, če se še čez malo navežem naprej, kakšne take travmatične izkušnje so povzročile, da že marsikakšen gorski reševalec enostavno odšel iz naših vrst. Enostavno je bilo prehudo, a ne. In tudi vem, ko so se pogovarjala z tem predsednikom GRS Mojstrana, ko sta dva Srba sredi Triglavske stene letela dol, da takrat je bilo za najbolj izkušene reševalce, ko so jih potem morali spraviti v dolino, izjemno travmatično. Reševalne akcije, torej to so te stiki smrti, ki so zelo travmatični, lahko so pa travmatične tudi same reševalne akcije, sploh če je kaj, če je lahko zelo zahtevna in včasih tudi nevarna. No, saj veliko teh reševalnih akcij je enostavno nevarnih, a ne. In ne vem, treba se je prilagajati, potem po sami reševalni akciji tudi dobro analizo narediti in reči, drugič moramo pa zadevo kaj drugače speljati, ne. Lansko leto smo recimo GRS Kranj imeli kar dve taki zimski zahtevni reševanji, recimo ena je bila, ko je na Grintovcu, jaz sploh nisem vedel, mi imamo tam na Grintovcu jame, ki so globoke, ne vem, 100-200 metrov navpične. In je zdrsnil pri prečki tam nad jamami, ko se gre čisto običajna pot na Grintovc z Kokrškega sedla, na prečki zdrsnil en hrvaški planinec in drsel nekih 100 metrov po niti ne takem hudem snežišču, in če bi majčkeno druge šel, bi se tam neki kotanji ustavil, ampak je pa padel potem v vertikalno luknjo na Grintovcu 200 metrov dol. In tisto reševanje je bilo tudi kar izjemno zahtevno, ne, ker naš gorski reševalec se je spustil v to jamo, ne, in potem ne veš, koliko globok je ta, kaj se obrnta, ker nenadoma je potem že ratala tema, ne, in skupaj. Skratka, tukaj je bila pol kar ena zahtevna analiza, smo se tudi pogovarjali z jamorsko reševalno službo in vnaprej ne moreš takih situacij predvideti. Ja. Druga taka zelo zahtevna je bila tudi Podkočno, kjer je pa zopet nočna zimska akcija, kompleksna, šli smo po dveh različnih poteh, ena skupina je šla direktno gor, ena je šla nekako naokrog po poti,
nekako smo se obe skupini pol pri ponesrečencu dobili, poskušali s helikopterskim reševanjem, nočnim, ker ni vitlanja, je helikopter preletel, se ni mogel nasloniti, smo se spuščali spet čez eno steno, drugače. Skratka, tudi tukaj kar nekaj situacij, ki so bile zelo zahtevne, izpostavljene. Nadaljevali smo akcijo pol do jutra še z drugimi društvi, ampak tako, kot je bilo rečeno. Pomembno je takrat na terenu preučiti vse različne možnosti, kaj se narediti, kar se da narediti, se prilagajati, ves čas se moramo prilagajati, na koncu pa zelo temeljita analiza. Če bi moral reči tako, ne vem, ko imate kakšne analize, ker statistika, ne, se bolj veš, ko si matematik, je včasih tudi se lahko različno interpretira, ne, vsaj to. Ampak, ko se vi med sabo po kakšni analizi, po kakšni akciji, da ne rečem na kakšnem pijači, ne, kaj je kakšna taka stvar, ki bi jo lahko svetoval ali pa ki bi jo mogli ljudje vedeti, pa sej, ne, boš rekel, sva tudi govorila o tem, premišljeno, pa doma, pa tura se začne doma, pa opazovati razmere, pa raj se obrniti, gora bo počakala in pa tako naprej. Ampak kaj pa nekaj tazga, ki največkrat ali pa najpogostejkrat recimo opozarjate, pa mogoče ni zdaj glih treba v šolo za to, ne, se usposabljati, ampak samo majčkeno pomisliti pa. Jaz bi rekel, tle si treba zavedati, da gravitacija dela svoje. Torej, gore so nevarne zaradi tega, ker so strme in pač lahko padeš dol, daleč dol. Jaz bi rekel samo to zavedanje, da tukaj so objektivne nevarnosti in da pač to treba vkalkulirati. Pa na kakršenkoli se boš odločil to upoštevati. Ja, pa zmanjšati svoje subjektivne, ne? Tako. Pač, oziroma tisto, kar vpliva na subjektivne nevarnosti. A greš še kaj plezati zase? Zdaj tako je. V zadnjem času imam res zelo malo časa, ne? Tako da prav kakšno alpinistično smer, ne, to uspem kakšnega še naštimati, da grem morbiti kakšne enkrat, mogoče dvakrat na let. Grem pa zadnje čase, v zadnjih letih ponavadi poleti kombiniram dopust tako, da poskušam na kakšen malo višjih hrib zlesti. Tako da lansko leto sem bil na 2 6000-akih. Res, super. En v Ekvadorju in drug v Indiji, v Ladaku, ampak to niso neke zahtevne alpinistične smeri, ampak vseeno. No. Pri tako visok je vseeno treba tudi iti čez kakšen del, ki ni čisto enostaven. Pa kar nekaj 5000-akov, tako da to mi je v zadnjih časih. No, pa to zraven je še potovanje, ne? Pa ja, ponavadi je potem tukaj še kar neke vrste, mislim, dostop do gore zmeri traja potem take gore kakšen teden, vse skupaj se potem kar nabere. V Ekvadorju tam so vulkani, ne? Vulkani, zato so te vzponi relativno enostavni, ampak še zmeri je lepo, krasno potem tisto okolje s snegom, ledom. Tako da, to mi je všeč. Tako da pol to malo hribovsko, mladostniško žilco človek takole še lahko... Ne, zagotovo v gore hodim ves čas, ne, tudi, ne vem, sej grem po zim, pa tudi še zmeri pa kakšno to grapo presmučam z, ne vem, z begunš celski, tako da to tok še, ampak ni pa, da bi pa, ne vem, kakšne 6 v hribih, to je pa pol že, rabiš malo več izkušenj. Ja. Oziroma prakse, no. Pa sej, z leti se človek tudi te dojemanje neke avanture ali pa v gora se tudi spreminja, ne. In tudi mogoče ugotoviš, da hlastati pa noret za tistimi šesticami, mogoče tudi bilo že takrat malo brez glavo, pa da pridajo v spredje neke druge stvari, ne.
nekako imam spoštovanje do gor, a ne, in se zavedam, če nisi uplezan, a ne, pač ni prav varno iti kar neko dolgo zahtevno smer plezati, a ne, tako da tudi to je en tisti faktor, da če že je tisti prost dan, konc tedna, ne, potem pač grem kaj drugega, ne lih alpinistične smeri, a ne. Rad pa tudi tečeš, ne, po gorah. Ja, se to je pa pol malo pokombiniran s tem, da želim iti v gore in potem se v zadnjih letih kar grem na kakšen gorski tek, ja. Povej mi še to, gorski reševalci, reševalke, ne, vsi vemo, zlasti ko, ne, že iz alpinizma verjetno se spomniš, ko gre skozi predvsem psihično tudi težji vzpon, ne, se lahko z svojim prijateljem, soplezalcem zelo povežeš, a ne. Tudi ko doživimo kakšne globje izkušnje, take ali drugačne, a ne, spet se lažje, ne, to jaz težko rečem, ampak ne vem, se pokažejo, začutijo neke plati človeka in se ljudje spet povežemo. Tudi reševalke, reševalci na teh akcijah, ne glede na to, kaj je na koncu z tistim, ki je pač pomoč potreboval, ampak si predstavljam, pa tudi vem, da ste zelo povezani in marsikje tudi zelo dobri prijatelji. In ne nazadnje je pa verjetno tudi to nekaj, ne, kar pa vi dobite nazaj od vsega tega, kar počnete. Ja, vsaka taka stvar ljudi med sabo zelo poveže, a ne, in to je neka stvar, ki te spremlja polsko življenje in je izjemno pomembna. Je pa to pomembno, ta povezanost, poznavanje enega drugega, tudi stališča varnosti, a ne. Če ti dobro poznaš enega človeka, veš, kako bo odreagiral, ti se moraš pravzaprav na nekoga zanesti v kritični situaciji in to medsebojna povezanost, poznavanje en drugega je velikokrat ključno tudi stališča čist osebne varnosti. To absolutno, ne, pa tudi, kot sem omenil, pa zares ne vem, ne, ampak že iz kakšnega poročila vašega, ne, je dostikrat zapisano, da vas je šlo na neko tako težjo akcijo, recimo, ne, prej si omenil, a je bilo lani, predlani, to iz Kotliške grape, ki sta bila dva tujca, da vas je bilo pravzaprav na akciji zelo velika, ne, in si predstavljam, ne, da je že za vas zagotavljati varnost tam, a ne, in vse to nadzorovati, ne, sam si prej rekel, vodja intervencije, to vrstne ne more biti vsak, tako naprej. Skratka, so to kar kompleksne stvari, a ne. Ja, torej na tisti akciji v Kotliški grapi je bilo res sodelovali, mislim, da je bila končna številka, ne vem, ali 80 ali koliko reševalcev, ampak to se moramo predstavljati tako. Recimo tista naša prva skupina, ki smo šli, a ne, nas je bilo ranga 10, a ne, tako. In te skupine niso tako velike, ampak to je še neka taka obvladljiva številka, kjer so stvari lahko varne, narediš varovanje. Druga skupina je recimo pripravila vrne ograje na nekem drugem koncu. Tretja skupina je nesla opremo za njem. Torej tukaj je logistično zelo zahtevno, ampak zagotovo pa, da boš imel ti sred enega pobočja na stene na kupu, ne vem, 30 ljudi je prenevarno. Seveda. Mogoče malo tako vprašanje, a bi si ti mogoče želel, da bi te recimo glede gorskega reševanja, ki se pač glih pogovarjava, kaj vprašal, pa te nisem, recimo? No, to je pa težko vprašanje. Ja. Zdaj, mislim, da so kar veliko stvari se dotaknila. No, ena stvar, no, ki bi jo lahko vprašal, je pravzaprav, kako pa gledajo na to naši bližnji. In sicer
nekem smislu biti gorski reševalec je včasih stališče tega, da pomagaš drugemu, zelo neko nesebično ravnanje. Po drugi strani je pa to pravzaprav zelo sebično stališče tvojih družinskih članov. Ne? Ja. Po eni strani ogrožaš sebe, kar je sploh, ne vem, družine z manjšnimi otroki lahko zelo hudo. Po drugi strani pa tudi malo sebično glede tvojega prostega časa. Ne? Namesto, da si z družino, z partnerjem, partnerko, si na neki vaji, si na nekem reševanju. Tako da tukaj to razumevanje družinskih članov je zelo pomembno in tudi to je treba vzeti obzir, ko se recimo pride neka zahvala gorskim reševalcem, ta zahvala se mora zagotovo mora biti namenjena tudi njihovim družinskim članom. Hvala, res velika hvala, da si to omenil, ne? Ker nasploh se mi zdi, bom nas kar vse vrgel v en piskar hribovcev, dostikrat pozabljamo na naše najbližje, ne? Pa na kakršnikoli v kakršnikoli situaciji že smo. Gregor, na začetku sem rekel, da bom začel in končal z veliko zahvalo. Mogoče še to, ne, jasno je nekako, da v tem našem slovenskem prostoru lahko držimo, bom rekel, neko to početje na ravni, ki zagotavlja tisto nujno neko varnost, ne, minimalno, zgolj tudi, če bomo vsi pravzaprav veliko se pogovarjali, sodelovali, a ne, kar tudi počnemo, verjetno je vedno še prostor za napredek, ne, na različnih področjih, sicer nam to konkretna situacija sama postreže s tem. Sicer pa res iskrena hvala tebi, tvojim gorskim reševalkam, tvojim gorskim reševalcem za vse, kar počnete. Enkrat sem že rekel, pa bom še enkrat, vsi raje v gorah nimamo stika z vami, če pa potrebujemo pomoč, smo pa zelo veseli, ko pridete in nam pomagate. Hkrati pa, če pa si še ogledalo nastavim v imenu vseh nas obiskovalcev, ne, gorskega sveta, bi pa rekel, da moramo res premišljeno se lotevati gora, ne, zato da počnemo karkoli že, če dalje čim bolj varno in kar ne nazadnje je najpomembnejše, da pridemo domov vsi k svojim najbližjim. Tako kot si rekel, ravno tudi s takimi pogovori, ozaveščanjem bomo vsi v gorah bolj varni, tako da hvala lepa tudi za povabilo na tale pogovor. Hvala še enkrat, hvala za tvoj čas in vse dobro. Enako.